Pač ne moremo nič narediti, ampak je zgodba, ki smo danes preko 70 preželo, kaže na to, da je ureditev ustrezna. Gospod Tomažič, zakaj je bila torej danes sklicana izredna seja Komisije za kmetijstvo in lokalno samoupravo? Volkovi koljejo, pustošijo naše slovensko podeželje, vsak dan je kakšen napad, vsak dan je več živine pokončane, kmetje obupujejo, nimajo več volje, da bi kmetovali, da bi vzdrževali svoje črede, ne psi, ne ograja ne zdržijo, zato sem predlagal izreden sklic, na katerem bi radi od pristojnega Ministrstva za okolje, Zavoda za gozdove, Lovske zveze pa Ministrstva za kmetijstvo dobili zagotovila ali rešitve, kako naprej. Na ta dve komisiji nismo vabili nevladnike, ker smatramo, da bi se lahko v miru bolj pogovorili, kako zmanjšati število volkov in medvedov. Volkov je mnogo preveč. Volkove ne ustavi nič več, samo odstrel ali zmanjšanje populacije. Volkovi so se navadili prehranjevanske druge navade, ne več divjati, ampak zdaj je na pohodu na drobnico. Te volke bo treba odstraniti, ker so se navadili na drugačno prehranjevanje. Po drugi strani pa od ministrstev pa Zavoda za gozdove sem spraševal, zakaj ne ukrepajo, ker imajo vse zakonske možnosti, da naj se več ne govori o Berenski konvenciji, ki nam dopušča samostojno gospodarjenje z zvermi, da ne se več ukvarjati z ograjami in psi, ker vse to nič ne pomaga. Pristojni niso odgovorili, sem jih pa vprašal, zakaj ne spoštujejo uredbo o prostoživečih živalskih vrstah v naravi, ker minister lahko da ustmeno odločbo o odvzemu volka, medveda, ki povzroča škodo na živini, posevkih, površinah in ogroža človeško življenje. Na tem področju nismo dobili odgovora. Minister ne da odločbe, Zavod za gozdove je premalo aktiven, Zavod za gozdove bi moral za vsak napad volkov dati predlog na MOP za odstranitev osebkov, ki delijo škodo. Po drugi strani pa sem gotov, da bolj kot kmetje, sindikat, zbornica preprečujemo zadnja leta, da je številčnost populacije prevelika, bom primoran dati naznanilo kazenske ovadbe za ministra Zajca in predsednika vlade, ker enostavno ne spoštujejo te uredbe. Pri sklepih, ki smo jih nakazali v državnem svetu na teh dveh komisijah, je prvi stvar, da se upošteva ta interventni zakon in čim prej odlovi medvede in volkove, posebno tiste, ki delajo probleme, da se zaščiti slovenskega kmeta, premoženje njihova, pa tudi varnost ljudi. Po drugi strani pa tudi zahtevamo, da se vse odloke, odredbe ali pa tudi odloke nekako tako formulira, da ni možnosti pritožbe. Se pravi, vsak odlok mora biti dan, da ne završi pritožbe, se pravi, da se zmanjšajo vsi osebki, ki delajo probleme. Vendar po razpravi sem razočaran, ker vidim, da ni nobenega politične volje, kaj še strokovne, da bi zmanjšali število volkov in medvedov na raven, ki je bila leta 1994, 1999, ker takrat je bilo sobivanje normalno. Ta beseda sobivanje so nam jo vsilili. Tudi beseda volk in človek ne morata nikoli sobivati, volk bo zmeraj globoko v gozdu, medved pa v svoji vasi in navzkrižnih interesov tukaj ni in ne more biti. Mi, ko smo šli v gost, smo spoštovali volka, volk pa je moral spoštovati vas, podeželje, naselje in se ni smel približevati. Zaradi tega bo najbrž tudi protestni shod v Velikih Laščah. Zelo podpiram sindikat in bom tudi sam se udeležil, ker tako naprej ne gre več. Mi moramo začeti gospodariti, kot je treba. Žal vidim tukaj samo en velik interes predstavnikov Zavoda za gozdove, predstavnikov Lovske zveze Slovenije, ker so nekateri dobro plačani iz evropskih projektov in nam vsiljujejo številčnost volkov in medvedov. Po drugi strani pa jaz trdim, da je tu ekoterorizem, ko je nekega osebka preveč v naravi, se drugi osebki zmanjšujejo in biosfera je okrnjena in narava je prizadeta. Mi smo pa vsi zadolženi, da z naravo gospodarimo pravilno in da vsem osebkom damo pravico do življenja in ne smemo dopuščati, da je nekega osebka preveč. Trenutno je volka, medveda veliko preveč. Mi imamo na raven morda 2 tropov volkov in na raven 400 do 500
medvedov, ne pa da imamo danes okrog 100 volkov, pa preko 1500 medvedov. To ne gre. In kako po vašem mnenju rešiti probleme z divjimi zvermi v Sloveniji? Ja, kot smo se danes že pogovarjali, tudi na tej seji imamo več ukrepov tudi na našem ministrstvu, s katerimi lahko omogočamo ali pa lahko rešujemo težave z zvermi v Sloveniji. In eno od teh je nedvomno ta dogovor z interventno skupino Zavoda za gozdove za pomoč lovskim družinam na lokalnem območju, kjer lovske družine same ne morejo izloviti volka, torej v pomoč tem lokalnim lovskim družinam. Eden od ukrepov, ki ga na našem ministrstvu že izvajamo, je pa tudi ukrep za pospeševanje preventivnih ukrepov, torej začeli smo postopek za dvig deleža pri sofinanciranju zaščitnih ograj in sicer celo do 90% pod nekaterimi pogoji in seveda treba bo izvesti kupico drugih ukrepov, da bomo vendarle težavo velikih zveri rešili. Danes vendarle govorimo o posledici upravljanja zvermi v zadnjih 30 letih in zato tudi težko sprejmemo krivdo samo na tej aktualni vladi in je verjetno potrebno pogledati tudi pogledati v preteklost in se iz preteklosti naučiti, kako upravljati z divjadjo tudi v bodoče, da do takšnih težav tudi v bodoče ne bo prišlo. Najbrž bo treba tudi kmalu izvedeti, kolikšno število premore Slovenija. Ja, tudi to je res. Naša ministrica je že v navezi z ministrom za okolje in prostor, tudi glede tega vprašanja. In tudi tukaj se bodo zelo v kratkem začeli pogovori, iskanje rešitev, predvsem na tem strokovnem nivoju, kakšne so populacije, oziroma katere populacije Slovenija lahko dejansko sploh zdrži iz različnih aspektov, tudi aspektov turizma v Sloveniji, kmetijstva v Sloveniji, torej bo potrebno priti do nekega konsenza, to bo zagotovo dolgotrajen proces iskanja konsenza, ko ga bomo imeli, nam bo pa zagotovo olajšalo samo upravljanje z zvermi. Kakšni so glavni sklepi iz skupne seje komisij Državnega sveta? Ja, najprej bi rad povedal to, da so bile te komisije sklicane na pobudo svetnika Branka Tomažiča v zvezi z dejansko množičnimi napadi, pokoli volkov, ovc na našem področju in glede na to, da so velike škode in pa ogroženosti, je v tem teku tekla predvsem razprava in pa predstavniki ministrstva so nekako dajali odgovore v tej smeri, ko so bile vprašanja, se pravi, da zakaj se interventni zakon bolj hitro ne izvaja, zakaj nima še učinkov, kaj je moteče in seveda potem je bilo tudi povedano zaradi česa, da je predvsem pri volku moteče to, da so določene omejitve na lovna območja in predvsem glavni sklep v tej smeri komisiji je bil, da se z spremembo pač drugače postavi ali pa odpravi omejevanje lovnih območij, tako da bodo lovske družine se lahko nekako poenotile in skupno se pač postavile po robu zverem in jih na ta način tudi odstrelile. Kajti zdaj se dostikrat zgodi, da volkovi iz enega terena prebežijo po noči na drugi teren in potem jih ni možno skladno z zakonom tudi odstreliti. Druga srž problema je pa bilo, ko so se svetniki spraševali, kdo je kriv za nastalo situacijo, da gre tukaj za problem, ki je dejansko zdaj ekskaliral, je pa že zgodba stara od dejansko 20 let, predvsem apel je še v smeri, da je treba številčnost zveri spraviti nazaj na stanje, ki smo ga imeli pred 20 leti. Vzdržno stanje. Ja, na vzdržno stanje, ki smo ga imeli pred leti in pa seveda nihče ne nasprotuje, da ga je treba iztrebiti, vendar na stanje, ki bo vzdržno in pa ki bo omogočal podeželju, da se normalno razvija. Znano dejstvo pa je, da volkovi lovijo v tropu in seveda, ko se približajo ljudem, travnikom in tako naprej, več to ni sprejemljivo za sobivanje z divjimi zvermi. Seveda, volkovi so zveri
in kot zveri so mesojede živali, so agresivne. Pri volkovih je pa še posebno to, da en sam volk običajno ne napada, je bolj krotek, ko pa so v tropu, so pa neverjetno agresivni, kajti takrat se podajajo na plen, na lov in takrat bilo kar bo prišlo v tisti njihov območje, je v veliki nevarnosti in zaradi tega volkovi sploh ne smejo prihajati v bližino naselij. Volkovi se morajo zadrževati globoko v gozdovih, ne pa seveda na dvoriščih in pa v obrobju vasi. Hvala lepa. Hvala.